V prejšnjem videu smo govorili o vplivu tehnologije na odraščanje otrok. V tem pa boste izvedeli, kaj lahko naredimo, da otrokom omogočimo zdrav razvoj. Zdaj tukaj v bistvu Svetovna zdravstvena organizacija zelo poudarja, da mora biti pri otroku mora biti stvari nekako v ravnovesju, kar se tiče fizične aktivnosti, spanja in pa potem seveda še uporabe teh zaslonov. Do 2. leta starosti se odsvetuje uporaba pametnih telefonov, televizije, tablic, se pravi vseh teh naprav, zaradi tega, ker otrok ni zmožen v bistvu se učiti preko teh poti. Dobro je, da je otrok tudi na primer pol ure na dan aktiven, predvsem je pomembno, da se z njim, se pravi že takoj, se pravi po rojstvu, da otroka mogoče na začetku malo z masažo, malo z, se pravi, gibanjem, mogoče ko ga kopamo, potem pa čim več na tleh, da raziskuje, da pač glede na stopnjo razvoja z otrokom vzpostavljamo to igro, očesni kontakt, ker se bo tako v bistvu učil, da nismo preveč zaščitniški, ker otrok v bistvu rabi se uči na lastnih poskusih, napakah, in pač, da smo čim več tudi zunaj z njim. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je to, da smo z otrokom te aktivnosti, ki jih pač izvajamo, delamo, da smo skupaj. Da smo v bistvu ne samo v istem prostoru, ampak da smo skupaj z njimi tudi v bistvu tej igri mislih. Da nismo mi na primer na nekem telefonu, na pozivu, na računalniku, otrok v bistvu je zraven, ga gledamo, ampak v bistvu, da se z njim ukvarjamo. Tako da v bistvu odrasli moramo, v prvi vrsti smo zgled in če bomo mi izklopili te naprave, ne vem, televizijo doma, pač če ne gledamo, ne bo ugasnjena. Če smo z otrokom, dajmo telefon stran, ne bodimo pač dosegljivi razen za neke urgentne stvari. Tako da to je v bistvu ta zelo pomemben vidik. Kasneje, potem po 2. letu, lahko seveda kakšno uro na dan z otrokom skupaj preživimo aktivno, na primer pogledamo tudi risanko, pogledamo, ne vem, imamo določene vsebine. Vedno je dobro vedeti, da se lahko otroka, če mu mi še zraven razložimo, da je neka razlaga, da smo mi skupaj z njim, lahko otrok od teh stvari tudi veliko vzame. Ne sme biti pa to neka varuška, nadomestek, da otroka pač damo pred televizijo, zato da bomo, ne vem, skuhali, zato da bomo neko stvar naredili, ker to je ta pasivna njegova udeležba pri gledanju in to je zelo slabo za razvoj. In pa telesna aktivnost, med 2. in 5. letom je dobro, da je 1 uro vsaj na dan otrok telesno aktiven. Ja, slovenski pediatri v bistvu pripravljamo ta priporočila z namenom, da v bistvu vsi pediatri enotno govorimo, kaj je dobro za otroka, kakšne so v bistvu te omejitve glede varne rabe digitalnih medijev in pa druga stvar, želimo za starše narediti praktične napotke, kdaj, koliko časa, kaj mogoče namesto tega, tako da bomo tekom letošnjega leta te smernice, priporočila tudi pripravili. Zdaj, tukaj v bistvu se moramo zavedati, da odrasli smo res zgled za otroke in da tukaj zelo veliko lahko naredimo. Zdaj, nekaj je ta uporaba teh medijev, se pravi, da se že zavemo problema.
če naprimer, tudi sami, naprimer, ko pridemo domov, zavestno v bistvu odložimo telefon, se posvetimo svojim domačim, zelo veliko naredimo. Zdaj, druga stvar je to, da moramo naprimer predvsem recimo ta čas prvo leto, ko je mama na porodniškem, da se res posveti otroku. Seveda si mora vzeti tudi čas za sebe, mora biti pač oba partnerja aktivno vključena v vzgojo otroka, ampak to prvo leto je res bistveno pri razvoju navezave in naj bo otrok res čim več se igrati z otrokom, mu pustiti, da v bistvu sam posega po stvareh, ne pretirano zaščitniško delovati in res do drugega leta ga ne izpostavljati tem, naprimer televiziji, ali pa naj ne bo pametni telefon nadomestilo naši pozornosti. To se mi zdi ključnega pomena, seveda so kdaj neke priložnosti, da mogoče tudi otrok seveda pač nekaj pogleda na televiziji oziroma nekaj vidi oziroma se ne moremo čisto 100% držati teh stvari, ampak če pa večino časa to upoštevamo in ker otrok v bistvu rabi varno okolje, rabi to, da se čuti sprejetega, da mu namenimo čas, to je v bistvu dragocenost, ki je kasneje ne moremo več v bistvu priklicati nazaj.